Hvala lepa tudi vam in novinarju, da ste vključili ameriško globalno opozorilo. To je situacija, s katero se soočamo ne le Jordanci ali Američani. To je globalna grožnja teh nasilnežev, ki zdaj vladajo Iranu. In očitno je to iz obupa. Izstreljujejo te rakete levo in desno, ciljajo. Običajno pravijo ali trdijo, da ciljajo na velikega satana in malega satana, s čimer mislijo na Ameriko in Izrael. Pred nekaj meseci so poskušali prodati svojo zgodbo, da jordansko letalstvo sestreljuje rakete, ki napadajo Izraelce, ki napadajo ljudi v Gazi. Izkazalo se je, da gre za zmoto in lažno trditev. Ker zdaj Iranci jasno, režim v Iranu cilja na Jordanijo, Kuvajt, Bahrajn posebej, saj poskušajo nekaj doseči. Glede naraščajočega pritiska menijo, da bodo vlade v teh državah in ljudje pritiskali bodisi na lokalne vladne oblasti, bodisi na Američane. In to ne vodi nikamor, ker Trump zdaj močno vrača udarec. Vsi v regiji, ne le Jordanija, temveč zlasti zalivska regija, kažejo zadržanost, vendar pravijo, da ta ni neomejena. Ta vrsta potrpežljivosti, kot so izrazili številni uradniki, se bo končala. In nihče ne ve, kako bi se to lahko obrnilo. Morda že nekaj ur po svetovnem prvenstvu, ko vsi slavijo zmago Španije ali Argentine, morda bodo Iranci prav tako praznovali padec svojega režima. Ta režim je 47 let vladal s terorjem in se je izkazal za os zla, saj zdaj grožnja ni usmerjena le na vojaške cilje, kot so trdili. Ciljajo na civilne objekte. Naprimer na objekte, povezane z elektriko in razsoljevanjem vode. Naj vas vprašam še o gospodarstvu, ker če ciljate na Elat in na Kabo, to pomeni, da ciljate na gospodarstvo in turizem. Prav, naj vas tukaj vprašam. Jordanija se je poskušala izogniti vpletenosti v vojno. Ali je ta nevtralnost še vedno verodostojna ali mogoča? Hvala, da ste to vprašali, gospa. Nevtralnost je vedno osnovana na moralnem stališču, moralnem vidiku. Ne moreš biti del situacije, ko gre za obrambo svoje države. To ni izbira. To je prisega. Vsak vojak, vsak državljan v katerikoli državi na svetu bo branil svojo državo. Naj bo to Jordanija, Izrael ali katerikoli del sveta. In Iranci poskušajo ustrahovati civiliste z napadi na takšne cilje, mehke tarče. In mislijo, da so te cilji mehki, a v resnici niso. Saj po besedah Pita Hegseta, sekretarja za vojno, ne več za obrambo, za vojno, to, kar so storili ameriškim vojakom, ki so služili v Jordaniji, bo okrepilo odločnost Amerike in njenih zaveznikov, da branijo to regijo, da branijo Američane, da branijo ljudi držav na Bližnjem vzhodu in ponovno, da branijo svoboden prehod skozi Hormuško ožino. Prav, Baša Džarar, najlepša hvala, da ste se nam danes popoldne pridružili. Zelo cenimo to. Ni zakaj. Hvala, da ste me povabili. Hvala. In zdaj, da bi o tem izvedeli več, se mi v studiu pridružuje višja dopisnica za Bližnji vzhod Ariel Oseron. Tukaj smo na kratko slišali od naše gostje o izstrelkih. Jordaniji, Kuvajtu in v Kuvajtu so posebej ciljali obrat za proizvodnjo elektrike in razsoljevanje vode. In 90% pitne vode v Kuvajtu prihaja iz teh naprav za razsoljevanje. To bi lahko resnično vplivalo na prebivalstvo. Zakaj bi se Iran odločil napasti Kuvajt in njihovo civilno infrastrukturo, oziroma bolj natančno energetsko infrastrukturo? In zakaj so izbrali prav Kuvajt za tarčo? Kuvajt je le ena tarča. Napadajo tudi civilno infrastrukturo v Jordaniji. To so počeli tudi v preteklosti v Združenih arabskih emiratih, Katarju, Bahrajnu, Saudski Arabiji. To počnejo, ker so teroristični režim. To je tisto, kar počnejo teroristi. Napadajo civilno infrastrukturo, da povzročijo strah med civilnim prebivalstvom in s tem uveljavljajo svojo politično agendo. To je odgovor na vprašanje, zakaj to počnejo. Če pa pogledamo globlje z vidika vojaške strategije, imajo tukaj dva glavna cilja. Eden od ciljev je, da te države napadajo tam, kjer jih najbolj boli,
torej ciljanje civilnega prebivalstva in civilne infrastrukture, da bi te države prisilili, da pritiskajo na ZDA, naj ustavijo svoje napade na Iran. Ampak širše gledano želijo tudi, da se ameriške sile umaknejo iz redja. In z napadi na te države menijo, da jih bodo spodbudili, da se znebijo ameriške prisotnosti, ker je po njihovem mnenju prav ameriška prisotnost tista, ki spodbuja te napade na te države. In če ne bo ameriške prisotnosti, potem tudi napadov ne bo. Ampak vemo, da to preprosto ni res, ker cilji, ki jih napadajo, niso samo ameriške vojaške tarče. Napadajo tudi ključno civilno infrastrukturo. In to pomeni, da želijo napadati te države, želijo pokazati, da so regionalna hegemonija. Želijo pokazati, da so sila, s katero je treba računati, še posebej potem, ko so jih napadle Združene države Amerike in Izrael. Zato tudi zdaj, ko imajo nadzor nad Hormuško ožino, te karte ne bodo izpustili iz rok za nobeno ceno. To je sporočilo, ki ga želijo posredovati. In tudi obnašajo se tako. Zanje je to vojna za Hormuško ožino. In v tej vojni so vsi cilji dovoljeni, če tako rečem, vključno z napadi na civilno infrastrukturo v državah, ki niso vpletene. Zdi se kot veliki nasilnež, ki se spravlja na manjše otroke na šolskem igrišču. Ker je za zdaj tveganje razmeroma majhno. Saj za Iran je to tako, saj ne pričakujemo, da bo Kuvajt nenadoma sprožil obsežen napad na Iran. In če bi to storil, ne bi bilo veliko primerjav. Res so prvotni nasilnež, ampak obstaja eden, veš, če ostanemo pri tvoji metafori, je na tem igrišču en otrok, ki ga ne napadajo. In to je Izrael. In to zato, ker se bojijo izraelskega povračila. Kot praviš, vedo, da so države kot sta Kuvajt in Jordanija z majhnimi vojskami in omejenimi vojaškimi zmogljivostmi za povračilo lahke tarče. Toda do zdaj so se vzdržali napadov na Izrael, ker vedo, da bi jim to povzročilo ogromno bolečine, če uporabimo izraz, ki je v preteklosti uporabil predsednik Trump. Na koncu želijo uveljaviti svojo regionalno prevlado in pokazati, da ne bodo več zgolj pasivno opazovali, ko jih napadajo. Žalostno je, da je njihovo povračilo usmerjeno proti nedolžnim civilistom in civilni infrastrukturi v državah, ki sploh niso vpletene v napade nanje. In zato svojih ciljev ne bodo dosegli. Namesto, da bi te zalivske arabske države oddaljili od Združenih držav, jih le še bolj zbližujejo.